Danes imamo tukaj stojnico, zato ker bi radi ljudi v Sloveniji ozavestili o tajnih sporazumih TTIP, CETA in TISA. Med drugim je pač to del akcij, ki jih celi teden že izvajamo, zato ker bo v soboto vseevropski dan akcije, kateremu smo se v Sloveniji tudi pridružili. In sicer smo se združila razna civilna gibanja in politične stranke v tako imenovano koalicijo proti tajnim sporazumom. Smo tudi med drugim tisti, ki v Sloveniji organiziramo ta protest, ki bo v soboto na Prešernovem trgu ob 10. zjutraj. Smo se pa združili iz vseh vetrov ravno zato, ker menimo, da so pač te tajni sporazumi nekaj zelo alarmantnega, da se o njih žal pri nas oziroma povsod po Evropi še premalo ve. Razlog za to je pač verjetno tudi ta, da so to tajni sporazumi, se pravi, da se v njih pogajajo brez vednosti državljanov. Da malo opišem sporazume, se pravi, obstajajo trije. TISA je sporazum o liberalizaciji storitev. Ta se je začel pogajati že v letu 2009 in sicer združuje Evropsko unijo in pa 22 oziroma 23 drugih članic širom Evrope. To je v bistvu podaljšek začetkov in zametkov pogajanj, ki so se začela v Svetovni trgovinski organizaciji. Prinaša pa v bistvu nič dobrega. Prinaša liberalizacijo in deregulacijo področji, se pravi, storitev in sektorjev, ki so sedaj v javnem interesu, tako kot šolstvo, zdravstvo, energetika, transport. Se pravi, da v bistvu, kar to pomeni, je, da bi se nekako vse te storitveni standardi nekako zvodili na nek skupni najnižji imenovalec, kar pomeni, da bi to v bistvu, ko bi enkrat ti sektori postali privatizirani, da bi pač šlo vse na račun zmanjševanja delovskih pravic, okoljskih standardov, prehranskih standardov, kar v bistvu za nas, uporabnike in navadne državljane, ne pomeni nič dobrega. Potem nadgradnja tem dvem sporazumom sta pa dva prostotrgovinska sporazuma, CETA, ki je prostotrgovinski sporazum med Evropsko unijo in Kanado, ter TTIP, ki je prostotrgovinski sporazum med EU in ZDA. Nadgradnja v tem smislu, da pač v duhu proste trgovine oziroma čim večje pretočnosti in liberalizacije trgov bi se dopustilo spet preko deregulacije zakonodaje na obeh kontinentih, da bi multinacionalke začele drastično posegati v nacionalne pravne rede držav. To bi se pa v bistvu naredilo preko dveh glavnih mehanizmov. Notor je v bistvu še neki, pač če gremo podrobnosti, so še ostale nijanse. To sta tako imenovani ISDS mehanizem, kar pomeni Investor State Dispute Settlement. Ta mehanizem bi omogočal pač multinacionalkam, da bi tožile države za izgubo kakršnih koli drobičkov, ki bi bile posledice nacionalnih zakonodaj. Kar bi pa bilo najhuje je, da bi se s tem, da bi jih lahko tožili na arbitrarnih sodiščih, ki so popolnoma izvzeta nacionalnim pravnemu redu, se pravi ne nacionalna sodišča, ampak neka arbitrarna sodišča, ki vprašanje sploh pod kateri pravni okvir bi spadala. Drug tak mehanizem je pa v bistvu Regulatory Cooperate Council, tako imenovani svet za regulatorno sodelovanje, kjer bi se dopustilo lobistom iz različnih sektorjev in sfer, da bi lahko že v najzgodnejši fazi zakonodajnih postopkov sodelovali, usmerjali in manipulirali določene zakonodaje oziroma njihove osnutke in bi s tem dejansko v najzgodnejših fazah preprečili, da bi do sprejetja kakršnih koli bolj socialnih, bolj okoljskih, bolj uporabnikom, recimo, da bi uporabnika ščitili, da do teh zakonodaj sploh ne bi prišlo. Se pravi, vse, kar bi šlo na račun in škodo, dobičku multinacionalkom bi bilo izvzeto iz zakonodajnih okvirov. Zato pač mi menimo, da je s tem konec demokracije, konec pravne države in zato smo se v bistvu odločili, da je zadnji čas, da pač tudi državljani nekaj za to naredimo in ukrepamo. Zato še enkrat vabim vse, ki menite, tako kot mi, da je to zelo pereč problem, da se nam pridružite v soboto ob 10. zjutraj na Prešernovem trgu, kjer se bo začel protestni shod. Na začetku bomo javnost informirali o vsebini teh oziroma različnih vidikih vsebine teh sporazumov. Na to se bomo premaknili proti Evropski komisiji, kjer bomo protestirali, ker menimo, da je nedopustno, da se Evropska komisija v našem imenu oziroma mimo dejansko tudi članov, državnikov v naših parlamentih, ki tudi oni ne vejo, da se mimo
pač nas vseh pogovarjajo in pogajajo glede teh sporazumov. Na to pa se bomo ostavili tudi pred državnim zborom oziroma vlado, kjer bomo od naše vlade zahtevali, da nam pojasnijo marsikatere stvari, se pravi, kdo, kaj pač v bistvu Slovenija sploh misli pač sodelovati, kako misli sodelovati Slovenija pri teh sporazumih. Tako da vljudno vabljeni, več nas bo, bolj bo dnevno in moramo pokazati, da nam ni vseeno. Kaj poleg protesta lahko ljudje še sami sploh storimo? Se lahko ljudje še bolj organiziramo na neki lokalni ravni, da se zavarujemo pravzaprav pred vsemi temi ukrepi? Ja, jaz mislim, da pač ključ do tega je informiranost, ki je trenutno zaradi tajne narave teh sporazumov zelo šibka, tako da ljudje bi oziroma pozivam ljudi, da naj o tem čim več berejo, čim več širijo, se o tem čim več pogovarjajo. Hkrati poiščejo recimo v svojem okolju, zdaj Slovenija tako mala, da verjetno pač žal se večina stvari dogaja v Ljubljani, ampak kakorkoli naj poiščejo sorodne organizacije. Mi smo se recimo zdaj v Ljubljani uspeli pač povezati, sodelujemo z evropsko ravnjo, tako da v bistvu kakršnakoli pomoč in vključenost, aktivna vključenost v take formacije je pač en korak bliže k temu, da pač preprečimo, če smo pasivni, lahko dopustimo te stvari, pač za to vrstno aktivnost pač v bistvu lahko, ne vem, naredimo korak pač naprej, zato ker vsak se sprašuje, kaj lahko jaz naredim, pač jaz kot en posameznik ne morem narediti nič, ampak zdaj v bistvu nas je vedno več, videli bomo, kakšen bo odziv, mi menimo, da bo odziv sobotne akcije ogromen, ker pač vemo, da tudi posod drugod po Evropi so se države dobro organizirale. Tako da to je v bistvu več kot je množic, večji pritisk lahko ustvarimo, ko bojo te sporazumi prišli v fazo ratifikacij. Takrat bomo lahko tudi izvajali v bistvu pritisk na nacionalne vlade, naj tega ne podpišejo, ker je v bistvu to škodljivo in je proti lastnim državljanom sprejeti te ukrepi. Tako da v bistvu to bi bil nekako moj nasvet. Se ti zdi, da je svet pravzaprav že v tretji svetovni vojni? Ja, žal, ampak to pot vsaj na naši celini ni z orožjem, ampak je definitivno to ekonomsko. Če pa ni z orožjem, je pa z zakonodajo in s tajnimi sporazumi, kar nam zelo močno ogroža naše osnovne človekove pravice. Tako kot smo zdaj spravljeni na koleno oziroma bomo, če bo prišlo do sprejetja teh sporazumov, potem ne vem, kakšna bo pot nazaj oziroma mislim, da jo sploh ne bo. Tako da čas je zdaj. Bog ne rekli so. To pa je največja banda. Potem pa v bistvu nadgradnja teh dveh sta pa še ta prostotrgovinska, en je za Kanado CETA, Evropa-Kanada, Evropska unija-Kanada, pa Evropska unija TTIP oziroma z Ameriko. To je pa res groza, svet nam bojo naši otroci po vnuki. V bistvu je princip isti, gre se za liberalizacijo oziroma deregulacijo raznih zakonodaj, ki se trenutno še vedno ščitijo javni interes. Kar je pa najbolj strašljivo pri teh dveh prostotrgovinskih sporazumih je pa v bistvu to, da bi se s tem sprejela oziroma uzakonila dva mehanizma, ki bi omogočila korporacijam praktično, da bi nemoteno posegala v pravni oziroma zakonodajni red držav. Pač en od teh mehanizmov je ISDS, kar pomeni, da bi lahko korporacije tožile države za kakršnokoli izgubo dobička, ki izhaja iz nacionalnih zakonodaj, oziroma da bi se vzpostavil neke vrste pač regulatorno sodelovanje, neka skupina. Močna, zdaj ne vem, če sem, ampak močno podpiram. Evo pa še tule podpišite, imate pa še tale okenček, je pa za CETO pa za TTIP. Tako da. V bistvu hkrati bi pa omogočili, da bi se tudi v zgodne faze zakonodajnih postopkov bi lahko lobiji dejansko posegali in preprečili sprejetje kakršnikoli zakonodaj, ki bi lahko škodile multinacionalkam. Tako da to je v bistvu... In civilne iniciative nas lahko rešijo. To je konec demokracije, konec pravne države, tako da to je nujno se treba združiti proti temu. Pa eni sploh nočejo se nič zanimati, jaz se pa toliko za politiko in čisto vse pravim. Kristalno jasno mi je čisto situacija.